pogovarjali o tem, kakšne kompetence razvijati v sodobni družbi oziroma na sodobnem trgu dela. Nekaj ste o tem verjetno že govorili na prejšnjem predavanju, ko ste govorili o Europassu. Se pravi, tam ste govorili, kako izgleda Europass. Tukaj se bomo malo pogovarjali o tem, kaj je napisati v Europassu, oziroma kaj rabite za to, da bo Europass pravilno izpolnjen, za pravo vsebino. Jaz sem precej časa porabil za prezentacijo, zato bi bilo škoda, da tega ne bi pokazal. A ne da? Ok. Moje ime drugač je, za tiste, ki ne veste, tiste 4. Dejan Hozjan, sem izredni profesor na pedagoški fakulteti, drugače je koordinator magistrskega študijskega programa izobraževanja odraslih. Upozorjen sem bil, da se moram v prostoru primerno vesti, tako da šale, ki ste jih navajeni, iz razreda odpadejo. V redu. Evo, moje izhodišče je naslednje. Vse življenjsko učenje in pridobivanje kompetenc je pogoj za to, da sploh lahko obstajate na trgu dela oziroma da ste na trgu dela aktualni. Se pravi, ko boste vi zaključili diplomo, to niti slučajno ne pomeni, da ste zaključili z izobraževanjem, to pomeni, da ste se rešili izpitov pri meni, ampak vseeno se boste mogli še izobraževati naprej. Kaj ti, če se ne boste izobraževali, se vam lahko zgodi tole. To vas bo kolega razjezil, boste IKT uporabljali na malo neprimeren način. Ok, evo, da sploh vemo, o čem govorimo, bom zelo na kratko povedal, kaj so kompetence. Kompetence zelo enostavno so značilnosti posameznika, ki mu omogočajo, da lahko nemoteno upravlja delo oziroma lahko upravlja dejavnosti na delovnem mestu. Kaj vsebujejo kompetence? To je to samo za ogrevanje, ne bom težil s tem celo predavanje. Kaj vsebujejo kompetence? Kompetence vsebujejo prvič znanje, spretnosti, sposobnosti, izkušnje, ponavadi delovne izkušnje, osebne izkušnje, življenjske izkušnje in posebnostne lastnosti. Skratka, kompetence vsebujejo celotnega posameznika, se pravi motivacija, poklicno identiteto, skratka, ni da ni. In ko razvijate kompetence, ni dovolj, da samo razvijate znanje, ampak morate razvijati vaš cel paket, se pravi, celoti se morate razvijati. Zakaj? Ker če imate vi ogromno znanja, ne veste ga pa uporabiti v praksi, vam to kaj dosti ne bo pomagalo. Zato bo vaša naloga, govorim za študente, to, kar boste dobili na faksu, v obliki znanja, boste mogli vedeti prenesti v prakso. Ok, kakšne vrste kompetenc imamo? Temeljne kompetence, to so tiste, ki jih lahko uporabljate kjerkoli. Kaj bi bil primer temeljnih kompetenc? Eno zadevo se zmenimo. Če govorite en čez drugega, vas jaz ne slišim. Katere so temeljne kompetence? Organiziranost, ok, ker to lahko uporabite kje vse? Posod. Doma, da ti mama ne teži, če je soba neorganizirana, potem v službi, da imaš vse na svojem mestu. Kaj bi bila še kakšna druga? Kakšna računalniška pismenost, sposobnost timskega sodelovanja in tako naprej. Pol imamo pa... Prosim? Splošna kultura. Tudi splošna kultura, vrednote, ki jih imamo. Ja, zagotovo. Se pravi, to, kar te oblikuje kot človeka, kot takega. Se upravičujem za mano. Ne, ni panike. Počutite se kot doma. Ok, druge so generične. Generične kompetence so tiste, ki so vezane na poklic. To so recimo, kaj vezem? Generične kompetence so kompetence vseh zdravnikov, se pravi to, kar obvladajo zdravniki. Tem
generične kompetence policistov so kompetence, ki jih imajo vsi policisti. Da vejo pravilno napisati kazen, da ti vejo pravočasno pogledati skozi prste in podobne kompetence. Potem imamo tretje kompetence, to so pa delovno specifične. Delovno specifične so tiste, ki se neposredno navezujejo na samo delovno mesto. Se pravi, če gremo po vrsti, temeljne, kje pa navad dobite? Šoli, družini, družbi, kjerkoli. Tele pa navad dobite na faksu, v srednji poklicni šoli. Se pravi, tam, kjer se na nek način usposabljate za opravljanje nekega poklica. Tele pa dobimo na delovnem mestu s delovnimi izkušnjami. Evo, to je bilo tako, malo za ogrevanje, da ne bom preveč zatežil s teorijo. Zdaj pa malo pri sebi razmislite, kakšne kompetence ste pridobili do sedaj. Se pravi, katere kompetence pri vas prevladujejo, pravi, katere skupine je pri vas najbolj močne. Tisti, ki ste študenti, kaj pri vas prevladuje? Znanje, vsaj tam, juni, juli, tam nekje. Tam je ta kompetenca relativno močna. Pustimo, je pa res, da recimo kompetenca znanje kaže kaj? Da je znanje potrošna roba, ki pravi, ima rok trajanja. Tam nekje do konca avgusta, po navadi. Malo šale. Kaj prevladuje, katere kompetence prevladujejo pri vas kot študenti? Kaj je tisto, kar vi v tem trenutku največ pridite? Ali je samo znanje tisto, kar pridobivate? Kakšne temeljne kompetence pa mi razvijamo pri vas? A delamo kaj na faksu pri vas? Take delovne navade, da nas poskušamo razvijati. Učne navade, tako da morate sproti delati domače naloge in podobne zadeve. Težava, ki pa je na fakultetah, je pa ponavadi ta, da študenti dobijo relativno malo teh delovno-specifičnih kompetenc. Ker je prakse relativno malo. Je pa fora v tem, da so te delovno-specifične tiste, ki jih delodajalci najbolj iščejo. In mehke veščine manjkajo. Ja, v tem smislu. Kaj je težava danes z kompetencami na trgu dela? Prva velika težava je ta, da je trg dela ful nepredvidljiv. Če zdaj vi tukaj od mene pričakujete, v smislu, dragi Dejan, zdaj pa ti meni povej, katere kompetence naj razvijam v naslednjih 5 letih. Če bi vedel odgovor na to vprašanje, verjemte, da ne bi bil danes tle. Ker tega odgovora pač ni moč. To je enostavno da. Tisti časi, ko si ti pridobil nek poklic in si avtomatično dobil neko delo na nekem enakem delovnem mestu, to obdobje je šlo. Tega je relativno malo. Zakaj? Ker se trg dela pojavlja deregulacija. Kaj pa to pomeni? Je preveč strokovno. Da se spreminja. Zadeve niso regulirane. Se pravi, nekdo, ki konča, karikiram, študij pedagogike, ne dela več samo kot pedagog, ampak lahko dela kot KPZ. Svetovalec na področju izobraževanja odraslih, lahko dela kot župan. Dobro, poslanec ne more biti, ker ima previsoko izobrazbo. Želim povedati to, da lahko dela na zelo različnih delovnih mestih. Pravi, ni več enoznačne povezave. Če imam tako diplomo, potem bom delal samo na tem delovnem mestu. Kar je sicer za vas
boljše, ker se lahko zaposlujete na različnih delovnih mestih, po drugi strani je pa za vas slabše, ker tekmujete tudi z drugimi poklici. A ne da? Zato je vaša naloga na tej točki, da poskušate dobiti čim širše kompetence. Bolj boste imeli široke kompetence, bolj boste na trgu dela zanimivi. Okay? Če je kakšen komentar, vprašanje, karkoli, me prekinite, z veseljem odgovorim. Ok? Ni panike. Ok. Tretja težava je, da delodajalci pričakujejo od vas, da boste takoj drug dan, ko podpišete pogodbo, že lahko delali. Ampak, kje je težava? Delovna mesta so toliko različna, da če glih nisi delal na tistem delovnem mestu, boš vedno rabo uvajanje. Poanta pa je v tem, da delodajalci iščejo nekoga, ki ima čim boljše kompetence, da lahko takoj začne delati. Če jih nimate, je pa fajn, da ste čim bolj učljivi. Moj predlog je, da če vas postavijo na neko delovno mesto, pa ste tam prvič, vsaj poskušajte si pridobiti mentorja, da vam pove, na kaj morate paziti, kako zadeva funkcionira v tem smislu, ker vam bo v bistvu nalažiti, če se boste učili sami. Ok, to je to. In še četrta zadeva, za razvijanje kompetenc smo odgovorni sami. Kaj to pomeni? Karikiram 30 let nazaj, je bilo tako, si dobil nek poklic, si dobil zaposlitev. In na delovnem mestu so te usposabljali za to, da si bil zanimiv na trgu dela. Kaj pa danes? Ni časa in to je strošek. Danes je to tvoja stvar. Kje se boš izobraževal? Kje boš dobival izkušnje? Kje se boš dodatno izobraževal? To je bolj ali manj tvoja stvar. Če govorim za javne sektorje, izobraževanj, neformalnih izobraževanj, relativno malo. Trend je, da odgovornost za osebni razvoj prehaja na posameznika. Ampak ne samo osebine, ampak tudi veliko denarja. Zakaj? Ker so ugotovili podjetniki, oziroma gospodarstvo, da je na trgu relativno dosti delavcev, in ni treba vladati delavci, če lahko delavci vladajo sami vase. Na tej ravni morate biti odgovorni za to, kakšne stvari pridobivate. In pridimo zdaj k temu. Kakšne kompetence vi dejansko rabite, da boste na trgu dela zanimivi in na kakšen način jih pridobivati. Evo. Prva značilnost je ta. Bolj kot je delovno mesto zahtevno, bolj kot je delovno mesto kompleksno, bolj se zahtevajo delovno specifične kompetence. Rabite primer? Kaj bi bil primer? Kirurg. Kirurg. Kirurg ne more biti lih vsak. Pored tem, da kirurg mora imeti zelo specifična znanja. Ali lahko eno šalo na račun tega? Ajde. Ok. Kljub temu, da se snema, bo ostala med nami, a ne da? Ok. Imamo 3 vrste učenja. Formalno, neformalno in formalno priložnost. Formalno učenje je to, kar se dela na osnovnih šolah, srednjih šolah in faksih. Je tako. Neformalno so tečaji. Informalno priložnostno je primer, ko gledate kaj? Divji angel. Gorski zdravnik. Pa se krati učite. No, in v svetu obstaja trend, da ni važno, kje si se ti učil, važno je, kaj ti veš. Je tako. Glavno je, kakšno znanje. Ma zdaj, jaz ti to znanje dobil na faksu, ali ne vem, na tečajih nima veze. Se strinjate? Ja. Da smo že bili pri kirurgih. Predstavljajte si, da vas zdaj ščipne slepič. Ali bi šli k nekomu, ki je končal
medicinski faks, nekomu, ki je hodil na prekvalifikacijo za kirurga, ali nekomu, ki je gledal gorskega zdravnika. Saj ste prej rekli, da je vseeno, kje je zgobi znanje, glavno, da ga imaš, ali ne? Pardon. Če se vrnem, kratka, pored tem, bolj kot je neko delovno mesto zahtevno, kirurg, jedrski fizik, bolj se zahtevajo delovno specifične kompetence in težje jih boste dobili, ker jih lahko dobite bolj ali manj bolj z delovnimi izkušnjami. Okay? Drugo. Delodajalci pričakujejo, to, kar sem že prej povedal, da vi te kompetence imate. Delno, kaj tisti, ki prijete prvič na delovno mesto, po diplomi, pa bi mogli imeti vsaj generične. Ne? Vsaj osnovne naloge in področje poklica bi mogli poznati. Ta boljši delodajalci, ki se zavedajo, kaj pomeni upravljanje z ljudmi in koliko pomembni so zaposleni, vam bodo to financirali. Težava je v tem, da se stroški za izobraževanje znižujejo v organizacije. Je pa ful odvisno tega, koliko organizacije razvite. Ok. Temeljne kompetence pa so v vaši domeni. Delodajalci zelo redko pošiljajo zaposlene na tečaje, kjer se razvijajo temeljne kompetence. V smislu, ne vem, računalniška pismenost, jezik in tako naprej. Delodajalci plačujejo ponovadi tole je vaša stvar. Zdaj pa se vam pojavlja vprašanje. Zakaj menite, jaz zdaj moram razvijati tele, če pa delodajalci iščejo tele? Brez veze, škoda denarja in časa. Ja? Ne. Pored tem, raziskave kažejo, da tisti ljudje, ki imajo bolj razvite temeljne kompetence, imajo večji nabor možnih zaposlitev. Se pravi, tisti, ki imajo več teh, se bistveno hitreje in lažje zaposlijo. Je pa res, ko ste na delovnem mestu, pa potem zahtevajo te. Tako da, kot študente, vam toplo priporočam, da ful delate na tem, ker boste bistveno bolj zaposljivi. In kaj moramo mi narediti? Prvo, kar bi mogli narediti, je to, da imate natančen pregled na tem, kakšne kompetence imate. Vsak izmed vas, nas, ima ful kompetenc, pa se tega sploh ne zaveda. Zato bi bilo fajn, da si kdaj vzamete čas, pa naredite en seznam, da se naredite karierni portfolio, ker si, ali Europass, ker imate vse lepo napisano, katere kompetence imate. Se pravi, naredite si pregled na tem, kaj se imate. Kolega, ne bom dolgo, ko se bom mudil. A se vam reče? Nijemo. Komod. Šala. Druga zadeva. Je zanimivo. Upam, da ne sam vam. Če pravi, prva zadeva je, imejte jasen pregled, kakšne kompetence imate. Druga zadeva, poglejte si, kje vse bi se želeli zaposliti. Se pravi, naredite si neko poklicno vizijo, karierno vizijo. Se pravi, na katerih delovnih mestih bi želeli delati in temu primerno iščite ustrezne kompetence. Predvsem te poklicne, pa če se da, tudi delovno specifične. Delovno specifične kompetence ni nujno, da dobite samo s tem, da ste zaposleni nekje. Dobite jih lahko tudi z prostovoljnim delom. Lahko vam povem tudi sam izkušnjo, ne vem, kot mulj sem vodil mladinsko društvo, sem ustanavljal in ja, vse to, kar sem se jaz naučil, kako se ustanovi društvo, kako funkcionira, in še danes ful pomaga pri projektih in podobnih zadevah. Tako da tudi prostovoljno delo ni tako neodložna zadeva. Jaz sem pa eno vprašanje. Pomod. In sicer, kako pa naj si posameznik oblikuje lastno vizijo, pa načrt, če v bistvu s
ste prej rekel, da se trg dela konstantno spreminja. Na kakšen način, katere trende je treba zasledovati, oziroma kje se jih lahko recimo vidi, kako bo nekdo, recimo, ki je zdaj konec faksa, ali pa recimo nekje v 30-ih oblikoval si potem za 40, 50 svojo neko vizijo. To mu rekel, oblikovanje vizije ni nekaj, kar bi, si danes naredil za 50 let in pol zapeljem, ne? Jaz samo zapodujem. To je prvo pravilo, ker se trg dela relativno hitro spreminja. Izhodišče, ki bi ga jaz vzel za oblikovanje vizije, so moje značilnosti, moje želje, moje potrebe. Izhajajo biti iz sebe. Tisto, kar me zanima, kaj bi želel početi. Ok, ko se odloči za nek faks, si že približno si pod začrtom, ne pa do konca. Tako da izhajajo iz sebe. Po drugi strani bi pa malo špegal, kaj se dogaja na trgu dela. Pa spremljal različne trende, glede zaposljivosti, glede uvajanja novih poklicov in tako naprej. Kako bo izgledal trg dela čez 30 let, kdo ve. Imate različne projekcije, to je zdaj v zadnjih 2 letih Sloveniji ful popularno govoriti o poklicih prihodnosti. Kako bo to izgledalo, kdo ve. Tako da, vizijo lahko ti oblikuje za neko krajše obdobje, karikiram, ne vem, 10 let, pa še to, na daljše rok pa zgotovo. Sem približno govoril. Ja, čist. Ok, ne veseli. Ok, se pravi, to je to. In naredite si načrt. Se pravi, kakšne kompetence želite dobiti, kje jih boste dobili in na kakšen način. Ok? To je samo drug prav. Razvijajte vse kompetence, če se le da. Se pravi, temeljne, generične in delovno specifične, če se le da. Prioriteto dajte tistim, ki so za vašo vizijo ključni. Načelno je to. Pri enostavnejših delovnih mestih, manj zahtevnih, je poudarek na temeljnih kompetencah. Kolikor je delovno mesto zahtevnejše, se zahtevajo bolj delovno specifično. Težava, ki jo imamo v Sloveniji, pa je ta, da ljudje, ki delajo na enostavnih delovnih mestih, zato sploh ne skrbijo. Vzamemo primer. Neko podjetje. Kdo se pa navadi v podjetju največ izobražuje? Oni zgore. Menedžeri. Menedžeri. Ki so pa navadi imajo več delovnih izkušenj, boljše kompetenc, recimo boljše kompetence. Kaj pa čistilka? Čistilko pa glih ne pošiljajo na tečaj retorike, jezikov in tako naprej. Pa bo ona tista, ki bo na dolgi rok to najbolj rabila. Spomnite se primer Ure. Zakaj je ravno čistilka vse to? Zato, ker v prvem trenutku, ko bo zdobila službo, se jih bodo poti zaprle. Ona ne bo sposobna napisati ene prošnje. Primer recimo Šivil v Muri. One se niso 30 let izobraževali nikjer, delodajalec jih ni pošiljal nikamor. One so ves čas samo štrcale dežnike, one kapce gornje dežnike. So zdobile službo in kaj so ugotovile? Totalno funkcionalno nepismene. Mi smo mogli dejansko začeti z nule. Že to so imeli relativno nizko izobrazbo in niso se vse življenjsko izobraževali. Skratka, Orma se poje itak zavod na ljudsko nekoti osnovno. Ja, in kaj so naredili v Prekmurju, prekvalificirali so jih v pomočnice vzgojiteljic. Ma ne mogoče, no. Ja, v Prekmurju, tudi če 4 mesece ne bi bilo luči, ne bi bilo toliko otrok, da bi lahko vse te šivilje dobile službo. Skratka, je naslov, da je kakšne kompetence potrebujemo na sodobnem trgu dela. Pravi, čistilke so šle Neformalno A mislite, da na sodobnem trgu dela čistilke se bomo rabili? Ne, samo hočemo reči, povejte nam, kaj naj razvijamo. Pridemo do tja. Je v redu, super. Pridemo do tja. Skratka,
tem, ne glede na to, na katerem delovnem mestu vsi razvijaj kompetence. Evo, da gospa, 2 slajda od vašega odgovora. Okay? Če ne odgovorim, mi povejte. Ko greste v neko izobraževanje, preverite, kam se greste izobraževati, okay? Ker na trgu imate takšne in drugačne ponudnike izobraževanja. Fajn je, če vprašate nekoga, ki je že bil, a se sploh splača iti tja ali ne. Gospa je bila preverila, a bom odgovoril na to vprašanje, ki sem si ga zastavil pri študentih, pa bom malo zabluzil. Ja, vedno preverite, kam se greste izobraževati. Ne izobražujete se samo v formalnem sistemu, ampak tudi izven. Na formalnem sistemu je financirano država, to se pravi, da ni nujno temeljne kompetence. Formalni sistem, govorimo o formalnem izobraževanju, imate redne in izredne študente. Obe vrsti imamo. Izredni plačujejo, oziroma plačujejo vsi tisti, ki želijo dobiti dodatno stopnjo izobrazbe, ki se na nek način prekvalificirajo, tisti, ki želijo biti pa višje, pa... Oboje učijo visoke. Ja, ampak... Seveda učijo, ampak z vidika financiranja imamo 2 vrste, eni plačajo in drugi ne.